Kakšne so možnosti za črpanje razvojnega denarja? V Ivančni Gorici so pripravili praznik krompirja, Podgorjanci pa uredili belokranjski zeliščni vrt. Lepo pozdravljeni. V novi finančni perspektivi je za podporo gospodarstvu iz različnih skladov namenjenih 3,2 milijarde evrov. Slovensko gospodarstvo naj bi iz teh virov pridobilo 880 milijonov evrov, napoveduje državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je v Krškem na povabilo območne gospodarske zbornice predstavil možnosti za črpanje razvojnega denarja. V minulem finančnem obdobju je v Posavju 50 družb počrpalo slabih 15 milijonov evrov. Dobrih 40 družb so prijavili razvojne projekte in iz tega je bila tudi glavnina sofinancirana. Potem sta dve družbi bili uspešni na področju človeških virov in pa nekaj družb je bilo uspešnih na področju okoljske in pa infrastrukturne ureditve. Po novem bodo za vsak razpis postavljeni merljivi in sledljivi cilji. Tukaj bi predvsem izpostavil področje raziskav, razvoja, inovativnosti. Namreč največji poudarek je prav na tem področju. Kar nekaj sredstev je na tem področju že v letošnjem letu na razpolago. Doslej smo na ministrstvu objavili 13 razpisov. Do konca leta jih bo še 10. Prvič so v tej perspektivi tudi sredstva za spodbujanje mednarodnega povezovanja. 75 milijonov bo na razpolago do konca perspektive. Tukaj pa spodbujamo tako sejemske nastope, raziskave, kot predvsem povezovanja, torej povezovanja slovenskih podjetij za skupen vstop na, trgih znotraj Evropske unije ali pa tudi na tretjih trgih. V tem letu je na voljo slabih 100 milijonov nepovratnih in 117 milijonov povratnih sredstev, sicer pa bo v celotni perspektivi več pomoči v obliki povratnih sredstev kot ugodnih kreditov, še dodaja. Kot smo že poročali, je država razpisala sredstva za izdelavo celostnih prometnih strategij. Med tistimi, ki so bili na razpisu izbrani, je tudi občina Trebnje, ki je prejela 90 tisočakov. S tem denarjem nameravajo izdelati strateški dokument s konkretnimi ukrepi na področju prometa. Prebivalstvo v občini se stara, med njimi je veliko takšnih, ki imajo težave z mobilnostjo. Veliko pa je tudi tistih, ki se vsakodnevno vozijo proti Ljubljani in Novemu mestu, pojasnjuje župan. Seveda pa na drugi strani treba zasnovati tudi strategijo razvoja kolesarstva, pešpoti in tudi tukaj naj bi strategija pomenila nek korak naprej, tako da je nek vsebajoč dokument, ki naj bi nam kazal v prihodnjih letih smer razvoja. Če bodo uspešni pri izdelavi celostne prometne strategije, se bodo lahko prijavili na drugi razpis, v okviru katerega bo na voljo približno 90 milijonov evrov, dodaja. Občina Trebnje računa, da bo del Pogače tudi iz tega dobila, to se pravi tam nekje 2 milijona 200 tisoč evrov, tako da to bi bilo pa že tudi vendar finančna injekcija, ki bi na našem področju lahko veliko pomenila. Župan želi, da pri pripravi strategije s svojimi predlogi sodelujejo tudi občani, se bodo le tako izdelali dokument, ki bo omogočil najboljšo možno mobilnost. Jaz vidim tukaj veliko priložnost za umestitev avtobusne postaje, o kateri smo se že pogovarjali, to se pravi rešitev mirujočega prometa v Trebnju s tisto garažo ob železniški progi. Tako da tukaj je en del tega, v drugim del je za razvoj, kolesarske infrastrukture. Prav tako bi radi šolske prevoze spremenili v javne, da bi bili na voljo tudi starejšim. Strategijo naj bi sicer pripravili še letos. V Sloveniji in na Hrvaškem se odvija mednarodna vojaška vaja Takojšen odgovor, ki poteka pod vodstvom Evropskega poveljstva kopenske vojske Združenih držav Amerike. Nosilna enota osrednje letošnje in hkrati največje vaje Slovenske vojske pa je njena 72. brigada. Danes smo si del njihovega usposabljanja ogledali v novomeški vojašnici Franca Uršiča. Pripadniki več vojska so eno izmed 4 vaj humanitarno asistenco izvajali v Novem mestu in Mršeči vasi. Danes pa so ključne elemente pokazali še novinarjem na terenu v vojašnici. Prvo smo vam prikazali taktično-tehnični zbor vozil, ki jih uporabljamo v humanitarne namene. Potem je bilo namen pokazati reševanje iz zgradbe. Kosovske sile so nam prikazali to zadevo lepo, kako reševati ljudi iz določene zgradbe.
Ker se vojaki dejansko soočajo s humanitarno asistenco, posredovanje vojaške policije pa je prav tako dejstvo, so prikazali tudi primer prihoda beguncev. In pa samega stika z nasprotniki in pa postopki vojaške policije na samem območju. Lepo je bilo prikazano, kakšni so ti postopki. Res je, da je bil tudi en incident, kjer je prišlo do poškodb. V mednarodni vaji sodeluje približno 2000 pripadnikov vojska iz 10 držav. Bili smo na meji, delali smo te postopke, takrat so bili začetki, zdaj vemo že veliko več o tem. Tukaj smo se marsikaj naučili tudi od drugih držav, od Albancov. Sem presenečen nad njihovimi postopki, od Američanov. Our tactics and our procedures and everything are very, very similar. We've been able to work seamlessly and integrate in with the Slovenian army. And it's been a great time and I want to come back again. Slovenska vojska bo po besedah polkovnika Jazbeca mednarodno vajo najverjetneje izvajala do leta 2019, ko jo namerava predati drugim državam na Balkanu. Ste tudi sami ljubitelji krompirja? V Ivančni Gorici mu izkazujejo še posebno pozornost, saj so članice Društva podeželskih žena Ivanščice v sodelovanju z občino pripravile 4. praznik krompirja. Posebno pozornost je pritegnilo tekmovanje v pripravi praženega krompirja. Pomerilo se je 6 ekip, zmago pa so si po ocenah komisije razdelile članice Kulturno-športnega društva Dob in Društva podeželskih žena Ivanščice. Po mnenju občinstva pa so najboljši krompir pripravili člani letalskega kluba Šentvid. Noter je prašič stopil, pa bučna semena smo sekljale, pa dale noter, pa buča čebula, da se fajn prepraži, mora biti res lepo prepražena čebula. Samo prepražili smo čebulo na cirkovi masti, pa potršili nič drugega. Imate tudi doma vsako nedeljo na krožniku? Vsako nedeljo isto kosilo, juha plus krompir, pa solarno. 3-članska ocenjevalna komisija je priznala, da ni imela lahkega dela in je pohvalila prav vse pražilce krompirja. Je pa res, da zdaj se pozna, ali je delal moški ali je delal ženska. Ja, po čem pa to veste? To je nekaj, kar je, torej moški si več upate, ali je to mogoče malo več od smerku, kar ni narobe. Ženske pa imamo neko drugo, bom rekla tudi pomanjkljivost. Tukaj si malo pa premalo upamo. V sklopu praznika krompirja sta potekali še ocenjevanji doma pripravljenih marmelad in džemov ter vložene zelenjave. Skupno smo dobili okrog 40 vzorcev, nekaj jih je bilo tudi izven konkurence. Opažamo, da ljudje veliko delajo na kvaliteti, poslušajo izjave komisij. Majda Vrhovec je bila ena od prejemnic priznanja za najinovativnejši kozarec vložene zelenjave. Samo pobrala sem iz vrta in sicer papriko, paradižnik in pa fižol, to je sveži fižol, olje, kis in pa malo soli in sladkor, malo popra in to je to. Vsi skupaj pa se že veselijo 5. praznika krompirja. Anton in Minka Kočevar iz Dragomlje vasi pri Suhorju sta se pred 3 leti lotila ureditve Belokranjskega zeliščnega vrta pod Gorjanci, ki sta ga konec minulega tedna prvič predstavila javnosti. Na vrtu, razdeljenem na 6 delov, v veliki meri obdanem z gozdom, sta posadila več kot 100 gojenih in divjih, zdravilnih, aromatičnih in začimbnih rastlin. Jaz sem imela idejo, da želim belokranjski vrt, torej ne želim nek eksotični tuji vrt in zato sem veliko namenila takšnim rastlinam, ki so jih tudi naše babice, mame uporabljali, še vedno rastejo na naših tleh. Tako da kar velik del je temu namenjen, del je sredozemske rastline, veliko je zdravilnih zelišč in te so nekatere, ki so že uveljavljena gojena, nekatere so pa divja. Pa še delček je medovite, pa seveda okrasne rastline. Kljub slabemu vremenu si je prišlo vrt ogledati veliko ljudi. Sprehajali so se med lepo urejenimi gredicami in si z velikim zanimanjem ogledovali lično označene rastline. Sem se pohvale vredno, enkratno. Lepo mesto, na lepem prostoru je, na sončnem, čudovito, no, čudovito. Smo se ogledali in je lep vrt. Še posebno mi je pala v oči tista klopca, zelo lepo paša tam in začestitati nekaj drugega, res začestitati. Boste kaj dodali? Mislim, da je treba res Minke čestitati sploh Kočevarjevim. Ki pa imajo že nove načrte.
Ker sem naravoslovka, profesorica kemije in biologije in tudi postala sem zdaj zeliščarka in mož tudi, da bi v prihodnosti lahko tudi sprejemala skupine, vodila delavnice, imam številne dolgoletne izkušnje z tega področja in bi mi bilo to zelo veselje, da bi mladim prenašala vrtnarsko, zeliščarsko znanje. Morda pa bosta to znanje izkoristila tudi v še bolj podjetne namene. Letos namreč preizkušata, koliko nagradic recimo sva predelala glede na eno sadiko oziroma število sadik in nekaj že imava na njivi v večjih količinah, tisto, da bova lahko čajne mešanice delala. Zaenkrat pa je vrt, ki, kot pravita Kočevarjeva, živi v sožitju z divjimi živalmi, odprt za vse obiskovalce. Zavod Friderika Ireneja Barage in njegovo združenje Vokalna akademija Jurija Slatkonje v letošnji sezoni prinašata v kulturni prostor novo operno premiero Pod svobodnim soncem svojega mladega skladatelja Toma Kobeta, ki je bil lani skladatelj prve opere Krst pri Savici. 2 uri trajajoča opera je sestavljena iz 2 dejanj, vmes bo odmor. Premiera bo 22. novembra v Kulturnem centru. Tokratno predstavo so zastavili precej širše od lanske, saj v njej nastopa 10 mednarodno uveljavljenih solistov, od tega 6 glavnih in 4 stranske vloge. Poleg tega nastopa tudi zbor, mešani zbor in pa ansambel inštrumentalistov. Vesela sem, da smo naredili tudi mednarodno zasedbo, tako imamo prvaka Hrvaškega narodnega gledališča iz Zagreba, Barintonis Siniša Hapač bo nastopil. Prav tako pa italijanski tenorist Domingo Stasi. Ker želijo še povečati zanimanje za svojo produkcijo, projekt sooblikujejo s Kulturnim centrom Janeza Trdine, v katerem so lani že uprizorili opero Krst pri Savici. Njihov oder je namreč edini primeren za takšno predstavo. Tako da bi pravzaprav Novo mesto po eni strani postalo prepoznano, kot vidimo v bistvu po opernih stvaritvah, po drugi strani bi pa radi postavili v Novo mesto malo dunajsko Eurovizijo, na kateri bi predstavili izvajalce klasične glasbe do 15 let. Poleg omenjene opere sicer v zavodu v letošnji sezoni pripravljajo še novo kantatno delo dolenjskega skladatelja Blaža Klemenčiča. Dominika in Palmis, ki se nanaša na dogodke Cvetne nedelje in Velike noči. In to bo predstavljeno kot večje kantatno delo za solistko, komorno skupino in zbor. In tudi na koncu sezone pripravljamo še en vokalni koncert, kjer bomo pa se posvetili povsem zborovski glasbi. Glede na ekipo, ki so jo zbrali okoli sebe, so v zavodu prepričani, da bodo novomeškemu občinstvu vnovič ponudili izvrstno glasbeno-scensko doživetje, je v predstavitvi programa poudaril direktor Janez Gril. Sosednji občini Ivančna Gorica in Žužemberk sta se povezali s pohodom od A do Ž. 13 km dolga pot se začne v Ambrusu in konča v Žužemberku. In že prvega pohoda se je udeležilo veliko ljudi, kar da organizatorjem vedeti, da je bila odločitev pravilna. No, ta ideja se je porodila že kar nekaj časa nazaj, ko smo mi ustanovili turistično društvo Ambrus. Smo se pogovarjali, kjer programe bi vključili v dejavnost in je bila ena ideja tudi pohodi. Pade ideja, zakaj pa ne bi naredili pohod po abecedi od A do Ž. Kako od A do Ž? Od Ambrusa do Žužemberka. In ta želja nekako, ta ideja je nekako se še dopolnjevala, tako da letos smo pa rekli, evo, zdaj pa zadnji čas. To je družinski pohod, trasa pa je od samega začetka do konca razgibana in zanimiva. Ta pohod je za vse, ni edin pešivca je malenkost na cilju malenkost hujši, ampak spet ni neki tacga, da ne bi zmogel vsak, ki se vsak dan kakor to giblje. Pohod sicer poteka preko Kamnega vrha do Brezovega dola in nato do Plešivice in naprej čez Bogdanje vas do Žužemberka. Ko smo tudi malo šli v teh času, malo trasirali, smo videli, da ljudje so to pot uporabljali. Z Ambrusa so hodili v Žužemberk, tudi Žužemberčani so to uporabljali. Tako da upam, da bomo te stare stezice, ki so včasih bile, mogoče jih kakšno obnovili. Želja in obljuba vseh je, da bo pohod od A do Ž postal tradicionalen in da bo z vsakim letom pot od starta do cilja še bolj zanimiva. Za konec še razveseljiva novica iz filmskega sveta. Iz Društva slovenskih režiserjev so sporočili, da se bo za kandidaturo za tujejezičnega Oskarja potegoval film novomeškega režiserja Žige Virca Houston, imamo problem. Hvala za pozornost in nasvidenja.